pridemo na ta svet, smo brez vsega. Ko pridemo na poseg, anestezijo, brez vsega. Kako se človek počuti takrat? Najbrž večini je nerodno. 3 stvari te tepejo. Da ti je v bistvu neroden, ker si nag, zaskrbljen si, ker imaš neko težavo, in tretja stvar, si med neznanimi ljudmi. A vejte mi še kakšno nerodno stvar, ki se vas zgodi v trenutku. In tak človek pride k nam, a ne v naše roke, prvič v bistvu ima stik z anestezijsko medicinsko sestro. Jeste danes na čedu? Ne, sigurno. Sprejemamo življenjsko ogrožene bolnike, najtežje življenjsko ogrožene bolnike, reanimacije in opravljamo vsa dela, ki sodijo v urgenco, urgentne operacije. Greš spat ob 3 zjutraj in spiš 1 uro in ti začne piskati pip, 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 reanimacija, urgenca in se moraš zbuditi, leteti tja in biti tam. Nekoga je treba rešiti. Travma 4. intenziva. Samo da potrdim. Anestezija je taka mistična, ne? Skozi imaš občutek, da hodiš po varni strani prepada. Dobimo klic, zdravnik prejme klic, se zorganiziramo, naberemo opremo in gremo na heliport, polno oboroženi. Taki iznajdljivi smo, tako hitro se znajdemo, vse povsod. Mi smo ves čas tu, od samega začetka posega in do konca, v bistvu od tega elegantnega uvajanja v anestezijo do zbujanja. Ves čas smo v operacijski, sodelujemo z zdravnikom, anesteziologom, opazujemo vitalne znake bolnikov, ukrepamo, ko je potrebno ukrepati. Pri anesteziji pa delu s takimi pacienti se zaveš tega, koliko je tenka linija med življenjem pa smrtjo. V tistem momentu se čustva kar nekako zamrznejo. Ti si takrat profesionalc, ti se ukvarjaš s tistim pacientom, s tistim otrokom, vsi te algoritmi ti grejo po glav, vso tisto znanje, ki si ga absorbiral vsem tem času, ti takrat si diplomirani zdravstvenik in delaš svoje delo. V bistvu včasih smo se začeli učiti, da smo se takoj v kliničnem okolju učili. Da smo začeli delati z bolnikom. Zdaj pa uporabljamo te sodobne metode, kot so simulacijsko učenje, kjer ti v bistvu v nekem varnem okolju učiš novo zaposlene ali pa kolege, ki so že dlje časa zaposleni. Da ne diha, da nima pluza. V tem varnem okolju se pripravijo za delo v klinični praksi. Anestezija ni samo skrb za bolnika in njegovo bolečino med samo operacijo, ampak tudi potem, ko se bolnik prebudi, smo mi z njim. Ne? In to bolečino mu skušamo vzeti. Da vas kaj zebe, malo pa, da vas kaj za pogret, da bo bolj. Mislim, da smo zelo uspešni pri tem. Tako tudi kažejo vse. Statistike, vse obdelave podatkov in tako naprej. No, konec koncev pa tudi zadovoljni pacienti. Ne? Gospa je dihovala saje in smo se odločili za urgentno trakeotomijo, smo dali cico petline. Oddelek, ki ga vodim, zdaj že eno dobro leto, ima nekih 120 zaposlenih, diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov. In imamo pač na našem oddelku trenutno 18 študentov zdravstvene nege. Ne? Kljub taki veliki številki, ne, ki se sliši tako imenitna, nas je premalo. Ne? Današnji dežurni ste Tavčar, Vivešič, Jurkič, Pavlič, Šiver, Smo kar mlad kader, če sebe štejem pod mladega, nekako tam okrog 30 let, 40, 50 in se kar dobro ujamemo. Ful mi je bilo všeč, ko ste rekel, da so bili moji predhodniki srčni.
jaz v bistvu svoje sodelavke, sodelavce jih tako doživljam, ne samo kot kolege, ampak kot take srčne osebe. Če bi jaz bil pacient, bi bil vesel, če bi imel take ljudi, ki bi skrbeli za me. Jaz jih primam pa rečem, odlično bom poskrbela za vas, v dobrih rokah ste. In se mi zdi, da jim to nekako tudi pomaga, ko že vidiš tisti nasmeh na njihovem obrazu, da jim nekako dodamo še en delček tiste skrbi, da bo mogoče lažje. Ni v bistvu lepšega dela, res. Lajšanje bolečine je eno božansko delo. V osnovi mi dobimo ljudi k nam v najbolj kritični fazi življenja. Ko v bistvu je človek življenjsko ogrožen, ali je to pač neka težava, ki jo treba odpraviti. Najboljši občutek mi je pri anesteziji, ko v bistvu svoje delo opraviš korektno, dobro, kakovostno, streva gre čez in pacienta zbudiš in reče, pa je že konec. Anesteziologija zagotavlja pacientom varno in nebolečo izkušnjo med medicinskimi postopki in zdravljenjem. Če si želite novih izkušenj, znanja, primerov dobre prakse, delo v dinamičnem, odličnem in zanesljivem timu, vljudno vabljeni, da se nam pridružite.